Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. Živijo, ne? V bistvu dolgo se nismo videla, v bistvu, vsaj na BIM Pogovori. Videla sva se, slišala se nismo. Zdaj bi vsaj kamero bi lahko malo prižgala, zato ker mogoče se pripravljajo spremembe. Že sprememba je že to, da tole snemamo danes na Zoomu. Do zdaj smo to vse prek Skype delali in sem se ravno, ko sem se tole spravljal, da jaz rekel, v bistvu, zakaj to mi nismo prej zamenjali na Zoom, ker vse to klaže, ne? Jaz sem ves čas bolj na strani Zooma kot Skypea. Ti si samo v Bogu. Jaz sem samo v Bogu. Ker je nekdo rekel, da ima vse pripravljen za Skype, pa to nisem bil jaz. V bistvu, po drugi strani pa, a veš, da sva to, koliko 6 let od tega, ko sva začela tole snemati? Ja. 6, ne? Takrat Zoom sploh ni obstajal. Če pa je, pa v bistvu najbrž je bila taka čudna verzija, ne, da najbrž ni nič dela. Ne? No, če sva poštena, se je tudi marsičemu v BIM-u takrat drugače rekel. Pa. Ja, lej, to je pa tudi res, ne? No, ampak za vse tiste, ki ste komaj čakali, da novo podajo poslušate, evo, tukaj je, ne? Skoraj po letu 8.6.2021 je bila zadnja objavljena oddaja. Ja, skoraj 1 leto od tega. No, lahko povemo tudi razlog, zakaj naj ni bilo. Ja, daj povej, ne? Ja, mi da so se dogovorila, da bova posnela oddajo takoj, ko nam bo nekdo postavil en mail, da naj jo pogreša. Pa se dolg časa ni zgodil, še zmeraj tisti mail čakava, ampak smo rekli, ne, zdaj pa dosti. Zdaj se pa v 1 letu se je pa vsem dolgo spremenilo, da bi bilo pa mogoče pametno te stvari obnoviti, pa spet kaj povedati. No, pa sezona dogodkov se je začela. Ja, to je pa tudi res. No in ravno o dogodkih bo govora danes. Na enem dogodku so prejšnji teden, se pravi 12. maja, za tiste, ki bojo to čez 2 let poslušali, 12. maja 2022, ne, je Dalox organiziral dogodek Dalox User Days. No in danes bo govora praktično o tem dogodku. A veš, kaj sem se spomnil? Ko so pred 6 leti začela, je Dalox že obstajal? To je dobro vprašanje. V bistvu ne vem, lahko bomo Aleša vprašala. Ne? Jaz sem skoraj, po moje bi Aleš sigurno ni bil na Daloxu takrat zaposlen. Ne? No, to vem, da ne, ker je bil gost na enem drugem podjetju, če se ne motim. Tako. Ja, dobro vprašanje. Bova preverila. No, takrat, če se spomniš, je bil Viewpoint for Projects. Ja, v Sloveniji je bil sveti CDE, ne? Tako, zdaj je pač očitno Dalox, itd. Ampak ne bova zdaj o tem, kako dolgo že mi to snemava, da ne bo kdo mislil, da sva stara. V bistvu sem, veš, kaj Zoom ima, ne? Da se lahko malo polepšaš, ne? Sem malo nabil, veš, ko na Max prejle. Sem rekel, sploh nisem tako slab, ne? Ampak dobro, ne? Še ena novica za tiste, ki nas že od začetka poslušajo. A veš, katera? Ne povej. No, danes tole snemam doma. Zaenkrat na mizerni pozavi, zato tudi Matevž nima mojega videa, da ne bi vse skupaj nehal delati. Ampak a boš ti povedal, kaj imam že zdaj do hiše? Optično. Tako, optično vlakno že v omarici, kaj ga bom spravil v hišo, še ne vem. Ampak v omarici. Ja, se bo moral očitno. Ampak ja, očitno se obeta nekaj. Zato se pa pripravlja, veš, ne? Zato pa Zoom, pa video, pa včeraj sem ravno gledal, veš, tako navodila, kako intervjuje snemati z Zoomom, ne? In potem kako tiste video urejati, sem rekel, ok, tole bo super, ne? No, dajmo mi, da kaj povedati reči o Dalox dogodku. Ja, boš ti. Ti si bil, včeraj si dobro rekel, ne? Ko si se spraševal, v bistvu pač bilo je recimo, koliko reda velikosti 40 udeležencev, saj tako, no, v bistvu jaz jih nisem še štet, Aleš tudi ni, Aleš Korbar, ki je predstavnik Daloxa za Slovenijo, mislim, da tudi ni napisal v tisti mail, ki se je zahvalil za obisk.
koliko je bilo udeležencev, ampak reda velikosti 40, no, mogoče 50. Pa 50 je še veliko. 50, imam občutek, da bolj 50, 60, no, ne vem, tam nekje. Če v stole štejem, v bistvu tistih v eni vrsti, ne vem, če nas je bilo 10. No, hrane je bilo zagotovo za 100. Ja, definitivno je ostala. Ne? No, ampak hotel sem reči to, ne, da si rekel, ja, je bilo 40 udeležencev CCA, ne? Sem rekel, ja, ampak to je, ker mogoče si tako rekel, da si mislil, da jih je bilo malo. Sem rekel, ne, pa se to je 40 udeležencev, ki si uporabljajo Dalox. Moram pa tako fino odgovoriti nazaj. 40 tistih, ki uporabljajo Dalox, pa mi dva zraven. Ne, čeprav jaz ga na pol uporabljam, ker mi je Aleš našim študentom dal dostop do Daloxa za potrebe enega seminarja letos, tako da moram reči, da sem ga nekaj uporabljal in mi je ok. Ja, se v bistvu jaz tudi približno toliko vem, ne, da se da kakšen augmented reality tam le noter zganjati pa te stvari. Ne. Da bi pa bil nekako suveren ali pa v bistvu vedel vse tiste trike, ki so jih tudi drugi predavatelji kazali, ne, pa kako v bistvu Dalox uporabljajo, pa delač od tega. Ne. Se mi zdi, da je to ratal približno tako kot recimo tudi modelirniki, kjer absolutno ta orodja moraš uporabljati na dnevni bazi, zato da si pač z njimi tako dobro seznanjen, da veš, kaj poklikati, v kakšnem vrstnem redu včasih tudi kaj poklikati, zato da to dela. Jaz na podlagi tega, tudi kar sem videl na tem dogodku, nekako imam občutek, da bo to eno od orodij, kjer si bo vsako podjetje ali pa vsak posameznik pripravil neke svoje delotoke in se jih bo držal, zato ker je preveč obsežno, da bi ga popolnoma obvladal. Zato tudi išče vsak neke svoje načine, kako bi najboljš to pripomoglo k njegovim potrebam. Ne? Tako da, ne vem, mislim, fino je, da marsikaj omogoča, videli smo tudi neke novosti, ki še prihajajo, tako da, no, bomo videli. No. Robi, nasplošno, kako se ti je zdelo? Bova šla pol mogoče čez kakšno predavanje, pa mogoče kakšno bolj podrobnost rekla, ampak tako nasplošno. Jaz moram priznati, da preden sem šel tja, sem pričakoval, ne vem, kaj sem pričakoval, definitivno pa ne to, kar je bilo in moram reči, da meni je bilo super. Kaj pa tebi? Ja, v duhu dobrih podcastov ne bi moral jaz zdaj temu nasprotovati, pa reči, kako je bilo vse grozno, zato da bi bilo malo napeto. Žal to ne moram reči. Ne. Mislim, ne žal ne moram reči, v bistvu ne moram reči tega, ne, ker je bilo res, meni je bilo zelo všeč. In morda res, kot si rekel, delač od tega, kar sem pričakoval. Zanimivo, včeraj ker sem se, pazi to, ne, malo sem se pripravil na to, kaj bomo danes govorili. Ne. In sem šel pogledati, v bistvu, kako je bilo to po drugih državah. Ker v bistvu Dalox User Days so imeli praktično v vseh državah in sem šel malo počekirati, ne vem, Finska, Češka in tako naprej. Pa ne, da so bili kakšni videoposnetki gor, kaj podobnega, predvsem šel program pogledati. In meni se je, v bistvu moram reči, ta program tukaj izjemno dopadel, zaradi tega, ker ni bil tak poudarek na samem Daloxu, ne. Kjer v redu je imel Aleš od začetka pač nek uvodni nagovor, ampak ni nič prodajal, ker je ena zate. Ne. Potem je imel na koncu neko predstavitev, kaj se v bistvu uvaja, ne, oziroma pač neki razvijajo za predaja prostorov, ker meni se je zdelo super, čeprav sem se na koncu spraševal, zakaj to ni kar del facility managementa. Vmes je imel pa še v principu en razvijalec Daloxa, ki je pa pač govoril in o sploh kako to oni razvijajo in take, meni zelo blizu stvari. Ne. No, ampak kar hočem reči, v bistvu je to, da dejansko nisem čutil neke zadeve, da bi mi nekdo hotel nekaj prodati. To je bil velik plus. Ne. Ja, na koncu dogodka sem jaz tudi imel debato z Alešem, ne, in sem tudi povedal, da mi je strašno všeč, da ni to izpadalo pač kot 100% marketing, ker je vse, kar je bilo tako, mislim, zelo neusiljivo, tako zelo naravno bilo predstavljeno in tudi všeč mi je, da so dovolili vsem
ki so predstavljali, predavateljem na tem dogodku, so dovolili, da so pokazali, kako oni uporabljajo njihovo orodje. Videli smo, ne vem, izjemno različne primere, kar je super. Verjamem tudi, da so nekateri predstavljali uporabo Dialogsa na način, ki ni bil predviden. Recimo to, kar je predstavljal Jure Česnik iz LA, grem staviti, da ni bilo predvideno, da se lahko uporablja. Mislim, da so se za glavo držali, v bistvu zraven. Ja, ampak je bilo super, ker se pač dejansko je bilo prikazano, kaj je vse možno narediti z Dialogsom, ker dejansko so ga tako, bom rekel, precej pohekali za svoje potrebe in meni, ne vem, res super. In tudi sem pohvalil, da je dogodek bil izjemno točen, ni bilo nobenih zaostankov, bil je ravno prav dolg, tako da, ne vem, jaz samo vse pohvalim. Je pa tudi res, da je Aleš imel pomoč, ker ima Dialogs, ena gospa je bila prisotna na dogodku, ki organizira take dogodke in večkrat očitno ve, kako se to počne, kaj ne jaz rečem. Tako da, ne vem, meni je bilo super, Tako da, Aleš, če boš poslušal, upam, da se ne boste pokvarili naslednje leto. Čak, da TRR tlad napišemo v bistvu. Ja, TRR. Ja, ne, to ni plačena reklama, da ne bo kdo misli, mi da zdaj govorimo o dogodku, ne o Dialogsu. Je neč, kaj bo, greva malo, oziroma tako tem vprašam, zdaj dogodek mogoče ni toliko smiselno, da greva čez vse, lahko tudi, če misliš, ampak jaz bi raj te vprašal, kaj je tisto, kar si ti najbolj nekako, kaj si najbolj zapomnil? Ne vem, veliko je bilo teh stvari, ker je vsak govorec, jaz bi vseeno omenil vsega, pa ne bomo zdaj vse, kar so govorili. Zdaj, Aleš v redu je odprl ta dogodek, potem je bil pa Jan Slobodnik na vrsti, ki je predstavljal pač, kako uporabljajo CDV za sodelovanje v vseh fazah gradnje. Jan prihaja iz podjetja Različnih perc, do mene ima še en dolg, če bo poslušal, in to je, da morava nalogo dokončati. Nisem vedel, kaj bo govoril, zelo je tesno povezan s tem, kar je tudi pripravil za magistrsko nalogo, tako da nekaj tega sem poznal. On je pač prikazal, kako so to uspešno upeljali na svojih projektih in meni je bilo zanimivo pač to, kar je omenil, da imajo največ težav z mladimi. To mi je bilo najbolj zanimivo. Ker vsi vedno govorimo, mladi so se rodili z napravami. To je sicer mene tudi presenetilo, ampak potem isti moment sem se spomnil na recimo najine pogovore, pa se spomnil v bistvu to, kar ima recimo pri računalništvu, pa si rečeš, to je to v bistvu. Tele znajo sam klikati, in takoj, ko on gumb ne dela, oziroma se je tako predstavil mečken, je že konec, razpad sistema. Ampak to je več problemov. Prvo je, da jih ni, drugo pa to, da tisti, ki so, pa niso včasih na nivoju, ki bi ga človek pričakoval od njih. Ja, ali pa tako tudi, ko smo imeli recimo neko situacijo na faksu, ampak tudi sicer, ker sem se jaz recimo študenti pri praksi pogovarjal, oni imajo v bistvu, veš čist, ja, grem za en let v službo, grem malo pogledati, pa zamenjam. V bistvu se, mislim, tako se ne sekirajo za nič, da glava boli na koncu. Pa sem dolžni spoštovanjem do tistih mladih, ki to poslušajo, pa v bistvu se ne označijo za kaj takšnega, za takšne. Precej je tega, saj jaz imam tak občutek. Ni neke odgovornosti, tako bi rekel. Nimajo nobene odgovornosti, pa nimajo nobene pripadnosti. Tako se obračajo zelo po vetru. Za Janom je bil najin kolega Tomo Cerovšek. Ne vem, pri njegovi predstavitvi sem si zelo zapomnil tisto zelo strukturirano opisan proces, kako bi naj stvari delovale. Tako, pa kar je bilo prikazano, je bilo precej impresivno. Kaj pa ti misliš? Jaz sem tem razmišljal, v bistvu bom tako rekel, da če Tomo to poslušal, mogoče užaljen, pa če mu kdo povedal, ampak jaz sem si najmanj tega zapomnil. Od vseh predavanj sem si v principu to najmanj zapomnil,
ali zato, ker je bilo tisto ostalo toliko iz prakse, pa se je bilo tudi to, kar je Tomo govoril, tudi delno iz prakse in tako naprej. Ampak enostavno sem si najmanj zapomnil, ne vem sicer zakaj, ampak tako razmišljal sem o tem, pa ne vem zakaj. Jaz sem pa zelo ful, točno se spomnim ene slike, ki jo je Tomo pokazal, pa ne vem točno, kaj je bila razvejanost modelov ne vem, ena ful dobra slika je bila, pa nisem si zapomnil točno čem, ampak tista se mi zdela pa res tako, ok, v redu, to je pa dobro pokazal. To sem si zapomnil, drugo pa tudi moram reči, da ne vem točno. Mislim, ne vem točno, vem, kaj je govoril, ampak tako, da bi bil ok, da bi si ful zapomnil. Ne, verjetno bolj zaradi tega, res, kot si rekel, nekaj drugo so bili primeri, pa bilo je precej prikazan tega, kaj počnejo, to je bilo pa bolj tako na nekem višjem nivoju. Ne? Ja, mislim, ampak dejansko tako potom to, ne? V bistvu res, mislim, tako super strukturiran in ne vem kaj še vse, tako da je tak, bom skoraj rekel, lahko vzameš kot nek recept v bistvu za recimo tudi za svoje produkte. Ja, pa meni je všeč, da mu ni vse za terminologijo. Jo, to mi je všeč. No, v bistvu v terminologiji imam jaz neke druge, pa ne zaradi tega, da se z nekim terminom ne strinjam ali pa nekim prevodom ali kaj podobnega, ne. Ampak tudi se mi zdi tako, no, da manjka kompliciramo, pa smo malo pragmatični, boljše. Zdaj, nekako znanstveno je to drugače. Ampak to je približno tako, kot te, ki uporabljajo Dalox. Mislim, veš, če bi sledili striktno tistemu, čemu je Dalox namenjen, pa na način, ki so si ga oni zamislili, potem pol tega ne bi naredili. Ne? Ja, no, ampak kar se terminologije tiče, Aleš, če boš tole poslušal, v Daloxu je ogromno zatipkov noter v prevodih. No, ne bom rekel ogromno, ampak ene par sem jih opazil, prav zatipk. Ne, da bi bilo narobe prevod, ampak za tipkanje so črki zamenjeni. Za terminologijo bi pa sem to rekel, na koncev je skoraj vse, kako je preveden, ampak najbolj važni je konsens. Ne, in tega konsenza po Sloveniji ni, ne, in to me pa blazno moti, no. Ker lahko nekaj bolj prav kot nekaj drugega, ampak če večina uporablja tisto drugo, pač je treba včasih tudi tisto smerno. Tako, ker drugače sem zmeda ustvarja. Zdaj bi naj se obetalo novo posodobitev BIM Dictionary, pa upam, da bo dosti tega, recimo, da se bo poenotilo. To je bil pa pomemben del, ne? Odmor za kavo. V redu, spustva to. Ne, to bi pa komentiral, no? Tista soba ni bila primerna za kavo, no? Ok, to pa res, če moramo kaj... Evo, smo našla sva filer. Ja, premajhna je bila. Če bi pa šel kdo meriti 1,5 metra razdalje po Koronsko, bi bil pa vsi v zaporu. Res je, ja. Tudi sedeži, no, sem mislim, da smo čisto enostavno, pol leta nazaj smo bili v lockdownu skoraj, ne. Zdaj pa to tako free, da močkrat smo že pozabili, kako je to izgledalo. No, ampak oni stali so bili res na ozko. No, saj hočem to pa reči. V redu, no, potem je bil pa Metod, najin kolega Metod Gaber z podjetja Kolektor, ki je predstavil, kako upravljajo dokumentacijo v fazi izvedbe. Jaz ne vem, jaz nisem v bistvu dobil tistega, kar sem pričakoval, ker je že v naslovu je bilo, da bodo digitalizirali proces potrjevanja dokumentacije, pa se ne spomnim, če je bilo to predstavljeno. Je bilo v bistvu, ne? Bilo je ene, zato ker sicer je bilo pač na primeru tistega novega pomola v Kopru. Točno, ja, tisti. So bili oni piloti in potem vsak pilot, 3 dokumente, pa potrjevanje tega in potem pač izpisovanje oziroma pač dostava te dokumentacije za tisto, kaj je že DZO ali kaj je že bilo. Ja. Ker so se spraševali, kaj ti spomeni, ne? Ja, si povedal. Ja, sam sem že pozabil, da me spomnim, kaj sem že rekel. Dokazilo z, nekaj. Metod, povej. Še enkrat. Ja, to je zdaj poziv, da bo poslal mail. Ne, mislim, super je, no.
metod je tudi vedno na takih dogodkih, tudi se spomnim, da so takrat preizkušali Viewpoint for Projects, zdaj na koncu so za zdalek sem, kolikor vem, zadovoljni. Tako da, ne vem, mislim, odlično, ne? Pa tudi imajo že ogromno nekih receptov, kako to uporabljajo, ne? Ja, v bistvu moram pa reči, da metod nikoli ne pozabi omeniti, da, tako kot si ti že rekel, no, sicer so oni, mislim, da je probali čisto vse CDE, kar je možno, ne. In da je Dalux edini tak, ki so ga tudi na gradbišču sprejeli. In da vsi, ki so nekako vpleteni, to radi, ne vem, koliko radi uporabljajo, ampak uporabljajo in je dal tudi neke statistične podatke, koliko tega imajo, ne. Ja, da imajo nekih 800 plus uporabnikov, takih, ki so aktivni, ne samo na enem projektu, ampak pač na vseh projektih, ki jih imajo odprtih, imajo nekih 10-11 projektov, na katerih Dalux uporabljajo, ampak tisto, kar pa je nekako malo, so neke take lepe številke, 54,000 dokumentov, skratka na vseh teh projektih, in da je 30% za drugi tir. Ja, točno je. Ker mislim, to je nora številka, če vzameš, da je to 11 različnih in ta eden vzame tretjino. No, še bolj impresivno je pa v bistvu ta glede aktivnosti, se pravi, ko določaš aktivnosti, kaj je treba narediti. Ti se pa 50 bilo, ne? Ti se bilo pa 50% za drugi tir, ampak to je pač redel velikosti 560-570 tisoč aktivnosti do zdaj, ne, kar oni Dalux uporabljajo. To so take resne številke, ne, že ni tisto nekaj igranje, ampak, ko bi rekel, ok, 3 uporabljajo na enem projektu, nek takle portalček, ne, pa vam malo klikajo gor pa dol, ne, pa imajo par dokumentov gor naloženih, ne, to resna zadeva, ne. In ne pozabi, pač omenjam te stvari, predvsem zato, ker se mi zdi, da je edini, ki je postregel res nekimi takimi konkretnimi podatki, ne. Ker na koncu se zmeraj sprašujemo, koliko pa se sploh je prihran časa z takšno uporabo, mislim, z uporabo enega takšnega sistema, ne. In so bile take številke, ne vem, tamle priprava dokumentov za potrdevanje materialov, opreme in tako naprej, da klasični način so rabili približno 5 minut na dokument, tle pa 1 minuto na dokument. In je to pol nekaj računov, v bistvu, koliko dejansko, ampak to je za enega človeka, za en dokumentov je, ne vem, 50 plus tisoč, ne. In ogromen časa se da prehraniti, ne. Že za tiste pilote, če se spomniš, so bili po 3 dokumenti na pilot, ne. Ja, pa pilotov je bilo 700, ne. Ja, tako da že tam so neki ogromni prihranki. Ja, mislim, tiste številke, jaz sicer nisem točno vedel, pa tudi ni predstavljal, koliko točnih je dobo, ne, ampak... Ja, no, to je treba malo z rezervo vse vzeti, najbrž, ne. Ja. Ampak so pa neke konkretne številke, no, vse. No, se pravim, tiste je bilo tako, no. Zanimivo je, da eno tako podjetje v bistvu je vedno bilo prvo, ki je tvegal in je vpeljal take stvari, vem, da iz potreba, ne. Ampak glede na to, da so res preizkusili vse, so pač dokazali, da se zelo hitro obrnejo, če kaj ne funkcionira. Tako da upam, da bo še naprej tako uspešni. Pa toliko zasedeni, ne? Ja, pa toliko zasedeni, ja. To vsi upamo, ker če oni bojo vsi, ne. Naslednjo je bilo pa potem, še vedno ne kaj je to produktni specialist, ampak Magnus Dahl Larsen iz podjetja Dalux je predstavljal pač, kako v Daluxu razvijajo te rešitve, pa v bistvu kaj je naprej, kaj pripravljajo. No, in meni je bilo pač čisto najboljše, da oni hočejo priti nekam, pa čisto nek druge pristanejo, ker ugotovijo, da je boljši. To bi ti bolj lahko predstavil, ko si bolj na agilne metode in te stvari pa na sprinte, ne. Ampak vseeno mi je pa tako, no, se mi zdi, da verjamem, da imajo nek roadmap, no. Ne, to imajo, ne, saj v bistvu je tako, ne, da ni poanta, da nekje drugje pristanejo v bistvu mogoče skozi te iteracije na še boljšem, kot so v začetka mislili, da bojo, ne. Ne vem, v smislu, da bojo dobili, ne vem, BMW-ja na koncu, ne, enega hitrega BMW-ja dobijo pa Ferrarija, ne, v principu še zmeraj avto, ne,
ampak je mnogo boljši, pa mnogo dražji sicer. Ne? Ampak malo sem razmišljal, no, o tem, kaj si tudi vmes, kaj sva skupaj sedela tam, pa si rekel, ja, pač agilni način razvoja programske opreme, kar ni nič novega. Delač od tega, da je bilo to novo, se mi pa zdi, da je bilo dobro, da je bilo to rečeno, zato ker se mi zdi, večina tistih, ki so pa vsem tam poslušali, niso vpleteni v nek razvoj programske opreme in mogoče ta ideja agilnega načina razvoja v bistvu ni blizu. Ne? Čeprav bomo rekli lahko, da je tudi ne vem, neki BIM sestanki za združevanje modelov, ne vem, tedensko na 14 dni, to je v bistvu tako že na pol agilen način dela. Ne? Ja, ampak jaz se sam spomnim, ko sem na podiplomcu delal izpit software engineering, ki ga je imel grede nemški profesor, pa se spomnim, kako dolgo smo porabili za tisti kaj je, requirements elicitation, sploh ne vem, kak je prevod, pa koliko dolgo si to potem arhitekturo sestavljalo, pa preden si sploh implementirati, je to trajalo ne. Zdaj pa, če bi to delal v tem času, ko se vse tako hitro premika, to ne bi nikamor prišel, oziroma bi te vsi prehiteli, ne. In z tega vidika bilo kar osvežujoče, no, da se eno tako podjetje, ko mislim, da je Dalog zdaj kar precej velik, ne, da se vse na tak način loteva nekih projektov. Verjamem pa, da tudi kdaj zaidejo v kako slepo ulico, ne? Ampak potem pa pač verjetno ne govorijo. Ja, ne. V bistvu sem se bolj pri tem spraševal, oziroma pač, ne veš, to je na papirju, se to vse super fajn sliši, ne? Ampak če ti daš v produkcijo, se pravi, da začnejo oni uporabljati neke take, recimo temu, ne bomo rekli pol izdelke, ne? Ampak neke take variante, jaz pač upam, ne, da so ti uporabniki Dalogsa niso samo poskusni zajčki na tem, ne? Pa da pol morajo čisto nov nekaj zastaviti, ampak da dejansko je pač neka resna tranzicija iz ene verzije v drugo verzijo, tako da se pač tudi uporabniki dejansko ne zabijajo v steno in morajo pol na novo nekaj zastaviti. Ne? Ampak nimam toliko izkušenj z Dalogsom, da bi vedel, da bi kdaj takšen primer, ne? Ampak verjamem, da živajo kaj dela, zato ker zadeva zgleda zelo solidno. Ne? Ja, verjamem, da je. V redu, zdaj, kaj je bilo potem naprej? Pa je bilo kosilo, seveda. Kosilo je bilo dobro, ne? Ja, to je res. Kosilo je bilo super. Tudi mogoče se mi zdi, da je bilo malo prekratko, ker na koncu smo morali kar vsi malo hiteti, ker smo vsi v neke debate zapadali, ne? Ampak verjamem, vsem se je mudil, pa tak naprej, mogoče kako minuto več bi lahko bilo, ampak drugače, ni bilo pa moteče. Mogoče bi se bilo zaprašati, da je pametno imeti kosilo, ne veš, 20 do 12, ne? Do pol enih. Pa pol imeti tiste dva predavanja, kjer bi lahko načeloma tiste dva predavanja pa stisnil še pred kosile, pa na koncu zaključil s kosilom. Ne vem, meni bi se zdel to še boljš, ne? Zato, ker pol nisi omejen z nekim časom, pa lahko pač to debato začneš na kosilu, greš pol tam še na en kozarec nečesa, pa je to, ne? Tako je pa ok, ampak možnosti za izboljšavo so zmeraj. Tako da Jure, ki je bil po kosilu, je imel rahlo neprijetno vlogo, ne? Tega po kosilu, kjer smo se precej dobro najedli, ne? Tako da nas je mogel kar zanimirati. Ja, ampak se je pa v bistvu tam razvila kar huda debata, pa ne? Ja, res je. In mislim, že prej je bila debata, no, tudi pri Metodu, tudi pri Tomotu. In meni je bilo, ne vem, res mi je bilo všeč, no, tako, ker se mi zdi, da je bila taka vsebinska debata, pa Tomo imel taka zelo specifična vprašanja, da se potem vse skupaj naprej razvijalo, ne. In ne vem, se pravi, meni je bilo super, no, tudi po kosilu običajno se dvorana sprazni, tukaj pa ne so še celo neke nove stole prinesli, ker jih je nekaj zamudil.
In je, se pravi, čist do konca je bil nek nivo, se je kar lepo vzdrževal, tako da se pravi, super. No. Pri Juretu oni delajo skrben pregled stožnice, mislim, to ni skrivnost, če to tam razlagal. Ne? Ja, zdaj ni več skrivnost. Ne, zdaj ni več. In meni je bilo to čist neopadljivo je predstavil še, da ima Dalux tudi offline način, ker so tam, ne vem, 3-4 nadstropja pod nivojem terena in seveda ni nobenega signala. Tako da lepo si na offline naložijo, delajo, ko pridejo nazaj do signala, pač prenesejo podatke v oblak. Recimo, kaj taga, ne, pa kako so oni to pohekali. Zdaj, od tam je mene najbolj mi je ostavil spominu to, da so naredili nek zelo preprost BIM model, na katerem zdaj pač s pomočjo obrazcev v Daluxu označujejo, kaj je, kaj ni, kaj manjka, kaj je v redu, ne. In se pravi, to je res en način uporabe, ki najbrž si ni noben mislil, da se da na tak način ga uporabljati, ampak, ne vem, mislim, zgleda pa, da funkcionira, kaj misliš? Mislim, meni je predvsem tem najbolj fascinirala tiste slike, ne, ki jih je kazal iz stožnic. Ja, ker sicer nima nobene veze z Daluxom, ne, če smo čisto pošteni, ampak bolj s stožnicami kot takimi, ne, kjer je, mislim, se res vprašam, mislim, to je pač na mojem koncu, jaz tam zabežil ravno sicer na začetku Vojkove, stožnice so na koncu, ampak se peljemo dostikrat mimo, pa ne vem, PST je tam, greš psom okoli. In res vidiš v bistvu to, kar je v principu se zarasta, ne? Vse se je zarasta že skoraj. Zunanje ureditev lažje. Dobro, ja. V bistvu je kak japonski dresnik. Pa. V redu, no, da zdaj povem, mislim, da zaključimo z Juretom. Jure, super, ne? Pač spet ste pogruntali neki, kar si, ne vem, nisem mislil, da tako uporabljajo Dalux. Zgleda zelo okej. Jaz sam upam, da te tistih, ne vem, koliko 1000 točk pregleda, ali koliko je bilo, 100 točk pregleda, da te čim prej končar, preden se bo komu malo zmešal. Ja. Zaključuje pa Aleš spet, ne? In predstavo, kako je tisto poimenoval Apartments? Ja, no, tisto poimenovanje Aleš sam, pa nas rečemo Aleš, on je verjetno Aleš, je sam povedal, da potekajo hude debate tu znotraj Daluxa, kako to poimenovati. No, jaz osebno mislim, da Apartments ni v redu poimenovanje, morajo nekaj druge najdeti, ker konec koncev verjetno tudi ni namenjen sam za Apartments, da bi tudi garažo na tak način predajal, ne. Yeah. Tako mogoče bi bilo Spaces, ali pa ne vem, Assets. No, prosim, Aleš, prosim, nakazilo na naš TRR, Assets bi lahko bilo. Pa predaja, no. Mislim, ali pa Build Assets, evo. Ne, jaz se pravim, da na koncu, skratka, tisti nov modul je nekako pozicioniran za tega, ker Dalux je tako po nekih, ima neke module, ne vem, od Dalux Viewerja, pa Field, pa Field, ampak nekje imaš Dalux Box, kjer so te dokumenti naloženi, pa imaš Field za podporo sami gradnji, pa Facility Management. Ta Apartments je pa v bistvu vmes med Fieldom pa med Facility Managementom. In je v bistvu pač na nekem čudnem, v bistvu pa, če sem jaz to prav razumel, ga je smiselno tisti modul uporabljati v tistem času, ki je zakonsko določen za to, da se odpravljajo težave pri novih gradnjah, ne? Ali pa pri predaji objektov. Ne vem, ne razumem, zakaj to ni to kar del facility managementa, ampak to oni že vajo, zakaj so se tako odločili. Ampak zgleda pa super, no? Take zelo pragmatične rešitve, kako povabiti, ne vem, novega lastnika stanovanja za to, da ima dostop do Daluxa. Ta je sicer malo taka optimistična, ne? Odvisno, no, skratka, odvisno, kako bojo neko, ne vem, se mi zdi, skoraj zahteva neko posebno aplikacijo, hashtag v bistvu znam Android tudi programirati, ne?
da naredijo posebno aplikacijo samo za ta del, ne? Zato, da se enemu, ki je kupil stanovanje, ni treba tako zdalog s sistemom ukvarjati, pa ga gledati. Ne? Ne, jaz mislim, da tukaj je bolj namen v tem, se tudi to omenilo, no? Da ne spustijo končnih uporabnikov direktno do izvajalcev, oziroma da nek posrednik vmes. No, pa se to razumem, ne? Ampak se tudi, veš, pri facility managementu je tudi tako, ne? Ja, pa se do tistega nimajo običajno stanovalci dostopa. Se vem, se razumem, ne? Ampak to se da, se mi zdi, da se da tako normalno s pravicami urediti te stvari, pa potem pač glede na to, kakšne pravice ima, se ti pogled pojav. Ampak, lej. Sam pa ni pa nič novega, pa ne morejo povedati. A to pa res, lej, Robi, to si pa prav povedal. Ne, mislim, so bile stvari, ki bi jih najbrž lahko naredil v Daloksu tudi brez tega, ampak bi se zelo mučil, ne? Ali pa bi bil neki pohekan. Tako da jaz že verjamem, da je trg za tako stvar, mislim, za tako stvar, če ne bi šli razvijati. Še vedno mislim, da ni prav poimenovana, no? Vidim pa, zakaj bi bila dobra. Ampak zdaj je spet tako, ne? Dobro je ravno to, kakor je uporabniki res uporabljajo, ne? Na koncu se bojim, da bojo še kar vedno maili leteli, pa telefoni zvonili. Ja, verjetno na koncu je zmer nek tak razpad sistema, ne, ki je. Ja, tam je bil en primer, če se spomniš, ko je en stanovalec vabil druge na zabavo, ne. Ja, to je. Jaz mislim, da to bi veliko bolj učinkovito bilo, da nalepiš list papirja na vhodna vrata. Ampak to sem sam jaz, pač, ne vem. Se strinjam, ne, stalo. Ali pa da greš do sostanovalca, pa bom potršil na vrata, pa rečeš, hej, gor imamo žurko, ne. Ja, pa torto pri nas. Evo, in tako se je to zadeva končala, razen to, da jaz sem sicer, priznam, zelo hiter po tem uradnem delu odšel. Ti si pa se še marsikaj lahko pogovarjal, ne? Jaz sem se pa ful zadržal. Jaz sem se pa še kar nekaj časa zadržal. Mislim, se pravim, meni je bil dogodek strašno všeč, tista soba, no to dobro, da si spomnil, ne. Tista soba pa res nima primerna tam, ko je bila kava, ker potem so se vsi noter nagnetali, pa niti se nisi mogel gibati do vseh, tako da jaz sem pa kar povabil, če gremo ven, tam, ko je bil hodnik in smo pa tam debatirali in je bilo boljšno. Tako da, ja, zdaj mislim, da je Dalox postavil kar visoke standarde za take dogodke. Upam, če bodo vsi dosegli, ne vem, vsaj približno tako, mislim, ne standard, ampak če bodo dogodki vsaj približno taki, no, tako vsebinski, pa tako tekoči, bom jaz kar vesel, no. Se bom mogoče kakega več udeležil kot zdaj. Če bi morala izpostaviti mogoče, ne vem, še kaj, no, jaz sem, kot rečeno, sem malo razmišljal, sem skupaj, da me je presenečalo me to, da v bistvu niso tega posneli, ne, ali pa tudi nekako v živo predvajali, kaj podobnega, ne. Se pravi, v času, kjer smo se v principu vsi naučili to delati, da tega niso imeli, pač razumem, super je, ne, da smo se lahko zbrali, res fantastično, ne. Ampak po drugi strani bi bilo pa tudi čisto cool, ne, imeti to zadevo še nekje za pogledati. Ne vem, meni bi se zdelo to zelo v redu, no. Jaz pa mislim, razumem jih, no, če so že vložili v ta dogodek, potem so želeli ljudi dobiti na eno mesto, ne. In tudi, ne vem, razumem, no, zakaj ni bilo, pa mogoče je tudi prav, da vtisi ostanejo samo tistim, ki smo bili tam, ne. Se pa mogoče drugo leto še več prijavi ali pa koliko drugače. Imam pa občutek, da tak dogodek ne bi mogel biti, če bi bilo veliko več gostov. Mislim, če bi nas bilo veliko več poslušalcev, se ne bi mogel tak dogodek razviti, ker pa je pa tako preglomazno. Ja, razvodeni se v bistvu, zato ker pol, ne vem, pol ljudi ti sploh ne zanima, ne. So tam samo zato, ker pač morajo biti, recimo po funkciji ali pa potem, da dobijo izid za točke. Ti se sploh groza. To je brez veze, ne. Tako pa dejansko si vedel, s komorkoli si se pogovarjal,
si vedel, da je v bistvu ali že Daleks uporabljajo, ali so v tem, da to testirajo, ali dejansko iščejo rešitev za neke težave, ki jih imajo. In je to. Ne? V bistvu imel si takoj skupno točko. Ne, da si v bistvu moral najprej povedati, ja, kaj pa delaš, kaj te pa zanima, ne vem, v tem smislu. Ne. Glede taki majhni dogodki, ki so zelo fokusirani, so res kul. Ja, no, se veselim še kakih podobnih dogodkov. Eden bo že jutri. Ne. Res je. Ja. Upam, da bo tudi tako v redu, čeprav program obeta, da bo precej daljši. Bomo videli, če bom zdržal do konca. Ampak ja, se pravim, mogoče drugačen po naravi, bolj, kaj naj rečem, bolj namenjen tudi drugim stvarem, no? Neki tudi bolj stvarem, ki so povezani s stanjem BIM-a v Sloveniji, pa aktivnostmi, ki se dogajajo. Tako da bo tudi malo drugače, malo bolj širok. Zdaj pa, če kdo še ne ve, o čem govorimo o CBIM konferenci 2022. Ja, res je. Greva jutri. Greva, ja. Tako. Enač, evo, Robi, oddelala sva nove BIM pogovore, v bistvu, po skoraj enem letu. Ja, zdaj bom imela letno, bova snimala po eno oddajo, da bomo lahko rekla, da že full let snimala. Yearly, ja. Ja. No, pa pozabil si povedati še nekaj, kar se je zgodilo v tem času, ko sem nič slišala. Kaj? Ti si dobil novega štirinožnega odkročišča. To pa res, ja. Zdaj, zato tle ne moram kazati, no. Mislim, lahko bi, pa ne bom, zato ker vas bom povabil, da prijete na spletno stran bimpogovori.si in zato tam pogledate, oziroma za vse tiste, ki še zmeraj uporabljajo Facebook, tam bo tudi gor tista slika, no, na katero Robi namiguje. Ja, se splača, jaz sem se kar raznižil. Zdaj, če imam podočnjake, boste razumeli, zakaj. Ne? Ok, ni to, kar mislite, da zdaj je to, ne? Čeprav je Robi rekel, da je štirinožni prijatelj, ne? V bistvu ne nimam mnogo otroka, ali kaj podobnega, ampak ta mal je dejansko skoraj kot otrok, ki nikoli ne odraste. Ne? Ja, enega črnuha imamo novega. Ja. Ne joče, ampak cvil. No, Robi, bi se dalo o tem debatirati. V redu. No, to je to. Kaj bova zdaj rekla? Lahko naj najdete tam kot zmeri. Lahko, ne vem, lahko bi kdo kak mail poslal, ne? robert@kvinc.net ali pa info@bimpogovori.si ali pa kam pa tebi? Najboljš kar na bimpogovori.si. info@bimpogovori.si bom dobil. Mislim, da če sem zelo priden, tudi v Robi oddelim, če se to spomnim. Običajno ne. A ti dela tam mail zdaj, ko ni več GApps? Ja, seveda. Okay. Seveda dela, ampak nova oddaja bo tudi, ne? Mislim, po tej bo še ena oddaja, še celo to leto, če ne drugega vsi BIM. In če pokličete zdaj, bo mogoče še tretja. Ja. Nič, lepo se imejte. Upam, da bo tole zdaj ratal spet mačka bolj redno. Pa bomo pa videli, kam stvari pelejo. Več kot v mailu, več bo oddaj. Tako, lepo se imejte. Robi, adijo. Adijo.